Lepo pozdravljeni na Homoški cerkvi zvoni 11 in to je čas, ko se vključujemo neposredno z rubriko Na Volčji potok z prispevkom o samooskrbi v okviru iniciative Najboljše zavarovanje tvoje ravnanje. In sicer je to iniciativa, ki jo je sprožila zavarovalnica Generali. Danes bi naj govorili o samooskrbi, se pravi o hrani, ki jo lahko pridelamo sami na svojem vrtu, delamo lahko tudi na balkonu, skratka tam, kjer imamo prostor. Ko govorimo o samooskrbi in če smo začetniki, ne smemo živeti v iluziji, da se da v eni sezoni vso vrtnarsko spretnost naučiti in da bomo kar takoj postali popolnoma samooskrbni. Ampak konec koncev vsaka glava solate, ki jo pridelamo sami, vsak malancan, ki nam zrase, vsak paradižnik, ki nam ga skozi ta poletja in vremena uspe pripeljati do tega, da dozori, je tudi neko zadoščenje, neko doživetje samega vrtnarjenja. Hočem reči, dobra je hrana, ampak dobro je tudi vrtnariti. Vrtnarjenje je čudovito za sprostitev, vrtnarjenje je dejavnost, ko v stiku z zemljo mi sebe spustimo vso slabo voljo, ki smo jo prinesli iz službe ali iz kakšnega družinskega prepira. Skratka, vrtnarjenje je tudi skrb za lastno dobro počutje. Ampak bodimo bolj stvarni in najprej malo pokalkulirajmo, koliko površine bi človek rabil, da bi se lahko oskrbel z zelenjavo z lastnega vrta. Za oskrbo v času sezone, se pravi nekako od aprila pa do prve slane, torej do konca oktobra, pri intenzivnem vrtnarjenju zadošča 10 kvadratnih metrov gredic za eno osebo v gospodinjstvu. Se pravi, 4 osebe, minimalno 40 kvadratnih metrov vrta. Torej, če želimo še nekaj zelenjave vzgojiti za čez zimo, to je zelenjava, ki nas bo počakala na gredicah, se pravi razni brstični ohroti, listni ohroti, motovilec in podobno, je treba to površino podvojiti. Se pravi, 20 kvadratnih metrov na glavo. Če pa bi radi pridelali stvari tudi za porabo čez zimo, recimo tipičen primer je korenje, ga moramo nekam uskladiščiti. V sodobnih ogrevanih stanovanjih ni zamisliti, da bomo korenje lahko imeli v omari. Se pravi, če želimo iti malo bolj na veliko, se je treba najprej ukvarjati z mislijo, kje bomo pridelke ohranili do uporabe. Imamo tako kmečko kletko so včasih imeli, se pravi vlažno in hladno, tam okrog 8 stopinj. Bomo vlagali oziroma zamrzovali zelenjavo in jo pač jedli zamrzeno, smo sploh navajeni tako hrano jesti, skratka tukaj je treba tudi malo pri sebi razčistiti. Ampak, če bi želeli biti popolnoma samooskrbni, tudi se pravi z vlaganjem zelenjave za čez zimo in pa z hranjenjem v zasipu, kleteh in tako naprej, se pa površina na glavo človeka v gospodinjstvu poveča že na 60 kvadratov, 60 do 80 kvadratov. 4, se pravi 250 kvadratov gredic, se pravi še nekoliko več za poti, je treba obdelovati. Torej, takšna površina se sama od sebe ne bo obdelala. Se pravi, treba je imeti tudi čas za to obdelati in po izkustvu je na vsak kvadratni meter vrta potrebno v eni rasni sezoni vložiti pol ure do 3/4 ure dela. Ampak so deževni dnevi, ko se delati ne da. So dnevi po dežju, ko se tla razmočena, ko se zaradi čuvanja tal ne sme iti na vrt. Skratka, takrat, ko so razmere ugodne, treba delati seveda več kot te pol ure in tudi ne da se vsega dela odložiti na konec tedna. Namreč, če imamo na vrtu boj s polži, se je treba z njimi pogovarjati vsak dan, vsak večer, vsako noč. Ni dovolj enkrat na teden iti v akcijo, ker nam bodo med tem že čisto preveč stvari pojedli. Skratka, poleg prostora, se pravi, bodi si da vrt imamo, da ga najamemo, poleg časa je treba pa tudi vedeti, da čisto samo od sebe pa stvari ne rastejo. Se pravi, treba je tudi kupiti seme, treba je tudi poskrbeti za gnojila, včasih za kakšna zaščitna sredstva. Se pravi, tukaj treba tudi računati tam z 3 evri stroškov na kvadratni meter vrta. Zelenjava, torej, ki jo vzgojimo sami, ni nujno cenejša kot tista v supermarketu. Vam je pa zrasla pred vašimi očmi, veste, s čim ste jo gnojili, veste, da je niste tretirali z nepotrebnimi fitofarmaki, skratka, kakovost hrane bo torej bistveno boljša. In če še grem enkrat na tisto, kar sem že omenil, torej skozi vrtnarjenje se tudi sproščamo, skozi vrtnarjenje
navezujemo tudi stik s svojim vrtom, z naravo, skratka, to je tudi doživetje, čisto osebnostno, ne samo potrošniško greš, vzameš in porabiš. Zdaj, pri gojenju zelenjave je mogoče kupiti sadike, recimo tako imam tako slastno solatko, ali pa to isto solato sejati. Torej, sejanje solate ni neka velika umetnost, ampak če solato sejemo, bomo izgubili 2 ali pa 3 tedne, da nam bodo iz semena zrasle sadike do te velikosti. Če gre za zgodnjo pomlad, še dlje. Skratka, če želimo na majhni površini čim več pridelati, je treba vedeti, da se sadike kupuje. Danes je izbira sadik vse vrste zelenjav zelo bogata, torej sort je veliko, kakovost je dobra in tudi to, kar je bilo včasih nepredstavljivo. Recimo peteršilček ne sejati, ampak saditi je danes mogoče. Potem je treba seveda tudi vedeti, da ne sejemo in ne sadimo vsega hkrati v istem trenutku, da je treba imeti načrt na vrtu. Se pravi, kdaj bomo sadili, kdaj bomo porabljali. Potem je treba tudi zelo hitro vzeti na znanje, da ne rastejo vse zelenjavnice enako v pognojenih ali nepognojenih tleh. Po starem se je vrt razdelilo v 4 koline, ki so bile različno močno gnojene in se potem kulture pač prestavljalo, kolobarilo in na ta način skrbelo za primerno gnojenje in tudi za to, da ni ista kultura prihajala več let zapored na isto mesto. Se pravi, brez pameti, brez načrta bomo bolj slabo samooskrbni. Torej, tudi časovne omejitve, kdaj kaj saditi, so tu. Nima smisla neke paprike saditi aprila, če imamo letos še v drugi polovici maja, torej nočne temperature 7 stopinj tukaj na Gorenjskem. To je za papriko prehladno, odvrgla bo cvetne popke in bo pravzaprav se razpoložila za cvetenje, za rojevanje šele proti koncu poletja. Skratka, tudi na temperature je treba gledati, tudi na prognoze, kakšno bo vreme v prihodnjih dneh. Zdaj, pri načrtovanju obstajajo tudi spletne strani, ki nam pomagajo velikost gred določiti. Lahko recimo vemo, da bo na kvadratnem metru gredice zraslo 3 kg korenja. 3 kg korenja, torej pri nas pojemo v 3 tednih. In seveda to se izteče takrat, ko ne bomo imeli strun, ki bi nam ta pridelek uničile. Skratka, vrtnarjenje je nekaj, česa se moramo res lotiti ne samo z navdušenjem, ampak tudi z enim treznim premislekom, kdo nam bo svetoval, če sami ne znamo, kako bomo šli po nasvet in tako naprej. Prej smo imeli zaščitna sredstva, torej včasih se je na vsakega vrabca streljalo z velikim topom. Danes obstaja zelo veliko sredstev, ki so za ljudi popolnoma nenevarne in delujejo torej za krepitev rastlin, za foliarno gnojenje, za večjo odpornost proti boleznim in so dejansko tudi brez karence. Tudi v to se je treba nekako poglobiti. Torej, pri razmisleku o zelenjavnem vrtu bi naredil na koncu svojih minut še enkrat povzetek. Najprej, koliko časa v letu želimo biti oskrbni z zelenjavo. Koliko časa imamo na voljo, ali to površino sploh imamo. In zelenjavni vrt je seveda vir hrane, vir nekega vrtnarskega udejstvovanja, ki je tudi, se že prej omenil, zelo lepa dejavnost sama po sebi, ki nas potegne. In pa na vrtu morajo biti vedno tudi kotički za cvetje in kotički za sadje. O teh dveh vidikih bosta govorila moja sodelavca. To je Melita Miš in pa kolega Vasja Dornik. Skratka, nadaljevala bosta ona dva s svojimi prispevki. Morda še nekaj meditacije o takihle sadikah. Je bolj smiselno kupiti veliko sadiko, včasih celo polmetrsko sadiko, ali tako, ki je samo polovico te velikosti. Tudi tukaj je treba ohraniti nekaj treznosti v glavi in saditi primerno velike sadike. Sploh pa, če je sadika velika, mora biti tudi lonec velik, tako da je na voljo dovolj korenin, ki te stvari, ki rastlino podpirajo. Skratka, če enkrat stopimo na pot vrtnarstva, smo lahko prepričani, da bo ta pot dolga
zelo zanimiva in da bomo iz leta v leto več znali, več pridelali in imeli pri tem tudi več zadovoljstva. O tem, kako vsaj nekaj pridelati na lastnem balkonu, pa moja sodelavka Melita Miš, ki jo vabim pred telefon. Dobar dan in lep pozdrav. Ja, v lepem sončnem vremenu smo danes v Goritumu in poleg cvetja je seveda veliko zelenjave tukaj ob meni, škoda, ker jo ne morete videti, ker bi lahko videli, kako bo zrasla tudi na vašem balkonu čez mesec ali mesec, dva. Skratka, tudi v koritu na balkonu ali na okenski polici se lahko marsikaj zelenjavnega dogaja. Jaz temu rečem sendvič zelenjava, ki jo lahko na tudi takem majhnem koritu lahko pridelate. Ni lepšega, kot si zjutraj delate sendvič za svojo malico in si utrgate malo drobnjaka, morda peteršilja ali košček ali vejico oziroma list solate in potem imate res še boljši občutek v tem sendviču čez dan. No, pa pojmo takoj začeti po vrsti. Včasih sem na balkonih, oknih, seveda največkrat cvetele pelargonije ali kakšne druge cvetlice, ki so seveda lepe, z veseljem jih gledamo. In meni je še vedno najljubša kombinacija taka, da v balkonska korita na okenske police posadimo nekaj cvetja in hkrati tudi nekaj uporabnega. Tudi vsi tisti, ki imamo hišo ali kaj podobnega, je seveda najbližja okenska polica, kjer se seveda hitro lahko postrežemo ta minimalno nekaj zelenjavice. Pomembno je pri tem, da vzamemo dovolj velik lonec. In kakšno zemljo seveda tja damo, vsekakor mora biti dobra, hranilna, humozna in ocedna, vedno rečemo. Da bo potem pomembno je še kaj tja posadimo, seveda odvisno od našega okusa. Če imamo radi rukolo spomladi, seveda lahko tudi posejemo, seveda pa hitrejše in bolj polni bojo naši sendviči, lonci ali pa tudi kakšne juhice, če bomo sadike kar posadili. Če je sadika večja, seveda takoj začne hitreje rasti in pa bolj zraste, več ima te listne mase, ki je pač uporabna za vse te namene. Skratka, ne pozabimo na dobro zemljo. Velik korit, čim večji korit lahko si privoščimo na oknu ali balkonu, pomeni manj dela za nas in več sreče in veselja za vse rastline, ki v tem koritu in loncu rastejo. In seveda na koncu koncev bo tudi pridelek večji, kar pomeni, da se bo drobnjak večkrat zrastel, bo imel več listov, solato bomo dalj časa otrgavali, mogoče imamo tudi eno sadiko pehtrana, bomo lahko kakšno pecivo večkrat naredili, če bo več teh mladih listov, da o baziliki in ostalih stvarih, ki jih lahko malo v baloncu ne govorimo. Rekla sem, da zelo dobro je, če kakšno rožico vmes posadimo, ker je pa zelo dobro tudi, da vedno lepo zgleda. Rože že naredijo nek poseben čar koritom in balkonom tudi s tem. Kako veliko korito izbrati? Nekje smo omejeni z možnosti, kakšno korito sploh lahko postavimo na okensko polico oziroma balkon. Če imamo teraso, seveda imamo pa tukaj izbira bistveno večje. Korite so široka, visoka, skratka so nekakšne minimalne ali pa nekakšne osnovne visoke grede lahko. Če so velika, vsaj 60 cm dolga in pa 30 široka, potem je v njem že kar nekaj uporabne zelenjave, lahko seveda tudi kakšne rožice damo noter in zelenjavo tudi menjamo od časa do časa, ko pride sezona nove zelenjave, ko rukola gre v cvet, posadimo blitvo, novi peteršilj ali kaj podobnega. Skratka, to so res aktivna korita. V tem tukaj za mano je v bistvu na 60 kvadratih, poleg ognjiča, ki zadevo lepo zaključuje, tudi solata, peteršilj, blitva, čebula, skratka, tlele smo skoraj da neomejeni. Zelo veliko ljudje na balkonih sadijo, ali pa zelo dobro uspeva, bi raje rekli, paradižnik, paprika, seveda tudi tu je pomembno, da je lonec dovolj velik, da redno in pravilno tudi zalivamo in pa da skrbimo za zdravje teh rastlin. Ni lepšega, kot čez poletje se usesti na teraso in pozobati kakšne drobne paradižnike ali kaj podobnega. To je tudi veselje za vse družinske člane, s tem jih tudi naučimo, da uporabljajo zelenjavo oziroma je zelenjava bolj pri srcu ali pa jih tako naučimo, da zelenjavo sploh uporabljajo.
Poleg tega na balkonih vse čas, vse letne čase imamo lahko kakšno od zelenjav, tako kot na vrtu, seveda malo v manjši obliki, vendar tudi te terasasti zelenjavno-cvetlični vrtovi so lahko nekaj posebnega. V te terasaste velike korita ali lonce pa seveda balkonsko lahko sadimo tako cvetje kot trajne stvari in pa dodamo tisto, kar naše družine želijo. Skratka, če povzamem, vrt na balkonu, na oknu, vsakdo ima lahko na okenski polici kaj uporabnega za svojo kuhinjo, za svoj okus in s tem ima neko malo samooskrbo tudi na majhnem prostoru. Kot je rekel že prej kolega Matjaž, ne bojte se poskusiti, vse vam najbrž ne bo prišlo prav oziroma vam ne bo ratalo v taki obliki, da boste na tem navdušeni, vendar nekaj bo pa gotovo takega, kar boste radi ponovili vsako leto in vedno znova. Kot sem rekla, ne pozabite samo na okus in pa izgled, tudi da kaj diši na vašem balkonu je ali pa v okenski polici je seveda zelo dobrodošlo, ali so to razne bazilike ali pa kaj drugega od vsakodnevnih začimb, bo seveda vedno prišlo prav in vas bo ob sončnem vremenu zelo razveselilo. No, mogoče je pomembno še to, da so rastline vsaj delno na soncu, kakšni zelo veliki senci, kjer ni pretiranega sonca, bodo tudi zelišča in druga zelenjava v balkonskih koritih oziroma visokih gredah ne bodo tako zelo zdrave in ne bodo tako zelo vneto rasle, kot si mi želimo. Skratka, pravilna posoda, dobra zemlja in seveda vsakodnevna ali pa vsakodrugodnevna skrb za rastline. Za tiste, ki se malo bojite zalivanja, to zalivanje je vedno malo problematično, zlasti v takem omejenem prostoru, kot je korito, je dobro, da imate lonce, ki imajo vodno rezervo ali pa naredite spodaj drenažo, pomeni ali iz kamenčkov ali iz kakšne druge snovi, da se zemlja tam ne zakisa in da potem rastline same ne začnejo gniti. To so pa te osnovne potrebe, ki jih rastline tudi v koritih imajo. Skratka, uspešno delo in dober tek ob vsaki bilki zelenjave z vašega okna ali balkona. Zdaj pa še naprej gremo s kolegom Vasjo Drobnikom, ki pa ima nekaj bolj sladkobnega za podob. Jaz bi vam rad razložil in povedal, kako lahko vzgojite obilo sadja na vašem vrtu, s tem, da že pridelujete tudi zelenjavo na vrtu. Jagodičev je sadje, ki ga boste najprej pridelali na vrtu, se pravi so spomladanski sadeži. In te sadeži vam nudijo obilo mineralov, vitaminov, celo takšnih vitaminov, ki jih drugje ni, veliko antioksidantov in vse to je zelo priporočljivo po dolgem zimskem spanju, ki smo ga imeli, kajti spomladanska utrujenost ne prizanese nikomur in vitamini nas pri tem obudijo. Tlele na mizi sem si prinesel 2 sadike jagode, kajti začeli bomo z jagodami. Zdaj je sezona jagod in kljub temu, da jih lahko že kupimo ali pa celo nekateri nabirate na vrtu, se jih lahko še kupi tudi v vrtnarijah in posadi na vašem vrtu. Jagode so ene izmed prvih jagodičev, ki dozorijo in nam nudijo obilen pester obrok z veliko C vitamina. Za jagode je značilno, da potrebujete vrtno zemljo, bogato s hranili in pa stalno vlažno. Zemlja ni dobro, da se presuši, še posebej, če dajete zastirko nad jagodami. Ne samo to, da godi rastlini in da se dobro počuti, ampak tudi jagode bo lažje obirati, ne bojo blatne po dežju, ampak boste nabrali čiste jagode. Za samo postavitev jagodičevja na vrtu oziroma za posaditev jagodičevja na vrtu je dobro načrtovati že v fazi planiranja vašega samooskrbnega vrta.
To pomeni, kakor vam je že moj sodelavec povedal, ko ste v fazi načrtovanja, namenite točno določen prostor za jagodičevje. Visoko jagodičevje, nekatero je primerno tudi za živo mejo, se posadi ob rob tega vrta. Tudi grmičasto jagodičevje je lahko ob robu. Nizko grmičasto jagodičevje, lahko, to so nekatere sorte, lahko posadite tudi malo bolj stran od roba, jagode pa lahko posadite tudi na vrt. Tako da pomembno je, da v fazi načrtovanja si točno določite prostor, kamor boste posadili jagodičevje. Zdaj bi pa nadaljeval z naslednjimi vrstami, in to je ribez, malina. Najprej bomo malino obdelali. Takole. Maline se lahko še vedno sadi. Je majčkeno pozno. Najbolje je maline saditi konec zime, začetek pomladi, ampak še vedno se lahko posadi. Maline so zelo splošno razširjene, imamo različne sorte, ene zorijo zgodaj poleti, ene zorijo pozno poleti, ene so dvakrat rodne, se pravi in poleti in jeseni, nekatere pa celo nimajo trnov. In tako imam pred vami, tale malina, celo steblo nima trnov, in je potem tudi lažje ravnati z njo, kajti za maline točno vemo, kako moramo prostor pripraviti. Maline ne moramo posaditi na vrt, kot sem govoril za jagode, ampak si namenimo prostor, kjer bojo maline imele stalno oporo. To pa naredimo iz kolov in žic in potem rogoze, ki zrastejo iz zemlje, ovijamo na te žice. In tako bojo maline dobile dovolj svetlobe, listi bojo prezračeni, kar pomeni posledično, da bojo plodovi debelejši, bolj sočni, bolj sladki, ker bo dovolj sonca, in pa rastlina bo imela manj bolezni, zaradi tega, ker bo rastlina dovolj prezračena. Obstajajo različni načini gojenja, eden izmed teh je skandinavski, kjer se lanskoletne rogoze uvijajo na žice, tiste rogoze, ki zrastejo poleti, pa se pusti na sredini. In po obiranju malin rogoze ta stare porežemo in tiste, ki smo jih pustili na sredini, damo na mesto, tam, kjer so bile stare rogoze, in na takšen način prezimijo in nam potem spomladi spet obilno cvetijo. Naslednja jagodičevje je ribez. Takole. Imamo različne vrste ribeza. Super, hvala. Rdeči in beli ribez se vzgajata podobno. Se pravi, to pomeni, da je sajenje podobno, da je obrazovanje podobno in da je tudi okus ploda podoben. Barva je različna in po okusu se tudi malo bolj razlikujeta. Medtem ko črni ribez se pa sadi drugače in tudi obrezuje drugače, in tudi plodovi imajo bolj specifičen okus in so bolj primerni za sekundarno pridelavo, kar pomeni ne za presno uživanje, ampak za izdelavo sokov. Ampak zdaj se vrnemo na rdeči in beli ribez. Rdeči in beli ribez ga lahko vzgajamo na različne načine. Lahko ga vzgajamo kot majhen grmiček, kot pahljačo, kot v kordonu, kjer potrebuje stalno oporo, ali pa kot visok grm, lahko tudi do 2 metra. Najenostavneje je vzgoja v obliki grma, kjer sledimo za tem, da ima grm v starosti 8 do 10 stalnih ogrodnih vej, na katerih bojo potem izraščali plodovi in bo tudi obilno cvetel. Za obilno cvetenje in pa veliko plodov je pomembno pravilno obrezovanje ribeza, sajenje, se pravi, moramo ga posaditi tako, kot je bil posajen v drevesnici, in primerno gnojenje. Ne smemo pa pozabiti na pravilno lego.
mora biti sončna in prevetrena. Sončna zaradi tega, da so plodovi hitreje zorijo in da so bolj sočni, prevetrena pa zato, da je čim manj bolezni. Vemo, da imamo ribezovo arijo, da imamo mehurjavost listov in ta je lahko zelo pogosta in pa trdovratna. Proti plesnim se lahko, ki nastanejo v jesenskem času, to je predvsem takrat, ko je veliko zračne vlage, se lahko bojujemo z žveplenimi pripravki, ki niso tako strupeni, in proti določenim virusnim obolenjem pa ni pomoči. Zaradi tega moramo poganke odtrgati, liste odtrgati, sežgati, če pa velika rastlina močno okužena, jo moramo pa zamenjati. Ampak kljub težavam je lahko vzgoja ribeza zelo zanimiva, zabavna, lahko različne oblike delamo iz njega in potem nas po našem trdem delu nagradi z obilo sadežev. Črni ribez je, za razliko od rdečega ribeza, se že posadi na podobno mesto, na lego, kakor rdeči in beli, se pravi sončno in prevetreno, moramo pa poskrbeti za stalno pomlajevanje. To pa pomeni, da ribez črni posadimo za palec globje, kakor je rasel v drevesnici, da vzpodbudimo rast novih pogankov. In tudi, ko ga posadimo, ga porežemo 5 cm na tlemi. S tem bomo spomladi, v spomladanskem času, s tem spodbudimo stransko rast pogankov, naredi 3-4 močne poganke in na teh bo potem naslednjo leto zacvetel. Ribez vzdržujemo tako, da več kot 2-3 leta stare poganke odrežemo, zaradi tega, ker se plodovi pojavljajo na 1 do 2-letnih pogankih in te želimo imeti, ker bo v grozdih več plodov in bojo bolj sočni in večji, jagode bojo večje. Še eno pravilo je pri črnem ribezu: poskrbeti moramo za stalno zastirko. Se pravi zastirati, zaradi tega, da čim bolj spodbudimo novo rast iz baze grmička. Drugače pa, razen obrezovanja, je pa ostalo isto kot pri rdečem. Zemlja je isto lahko vrtna, isto se ga oblikuje v ta grmiček, ki bo zrastel do 2 metrov. Zelo podobna rastlina je naslednja, je kosmulja. Kosmulja je podobna ribezu z majhno razliko, da ima trne. Tudi listi so malo drugačni, plodovi so pa ponavadi večji. Lahko imamo črne plodove, lahko imamo zelene, lahko imamo bele plodove, so pa večji kakor pri ribezu. Zakaj imam zdaj tukaj črni ribez in kosmuljo? Zaradi tega, ker enako kot pri črnem ribezu, tudi kosmuljo posadimo za prst globje, kakor je rasla v drevesnici. In potem vzgajamo močne poganke in jih imamo tam nekje 5 do 8 močnih pogankov, s katerih bo potem, ki bo tvorilo ogrodje in na katerem bo potem raslo dobri sadeži. Veje, ki so starejše od 2 do 3 let, prav tako slabo rodijo, zaradi tega moramo poskrbeti za stalno pomlajevanje. Mlade vejce, stranske šibke vejce odstranimo in pa tiste, ki nočemo, da imajo ogrodje, skrajšamo na nekje 10 cm, se pravi na 4 poganke. Kosmulja je malo bolj odporna proti virusnim obolenjem in boleznim, ki pestijo. Res pa je, da je občutljiva na kosmuljino plesen. Ta se pojavlja v vlažnih rastiščih, zaradi tega je kosmuljo še posebej poudarjam, je treba na pravo rastišče posaditi, na osončeno mesto in na prevetreno mesto, da se ta plesen ne bo pojavila. Pojavijo se tudi gosenice in če gosenice pravi čas ne poberete iz listov, vam lahko celotno rastlino požrejo, kajti polno jih je gor in takrat, ko je rastlina mlada, lahko še poberete dol in ko so gosenice majhne, še ni prepozno, če vam vso
vse listje pobere dol, bo rastlina dala namesto energijo, namesto v plodove, v tvorbo novih listov in posledično bojo plodovi slabši, manjši in pa slabši. To je šmarna hrušica. Šmarna hrušica ali melanhier se dobi v različnih sortah, za pridelavo se uporabljajo določene sorte, ki naredijo večje jagode, ki lepo dozorijo in pa niso občutljive na nizke temperature, kajti dozorijo šele kasneje v zgodnji jeseni ali poznem poletju. Lahko se uživajo presne jagode, najbolje pa je, da se jagode soči takrat, ko dozorijo. To pa pomeni, da poberete pridelek in kuhate sok 15 minut na približno 85 stopinjah, takrat je pasteriziran in ga lahko uporabljate celo leto. Takšen ekološki sok, ker tale je pač brez kakšnih pesticidov, ker nima nobenih takih večjih škodljivcev rastlina, lahko je primeren za uživanje po žličkah. In še eno opravičilo sem dolžil, to ni melanhier, to je aronija. Da ne bo pomote, če slučajno kdo to videl, to je aronija. Aronija je zanimiva zaradi pestrosti vitaminov, ima tudi kakšne redke vitamine in visok delež antioksidantov, ki pripomorejo k boljšemu zdravju. Zahvaljujemo se za vašo pozornost. Nažalost moramo zdaj končati, vendar se še kdaj vidimo v živo ali na vrtu z lepimi rastlinami. Lep pozdrav!